Prostovoljstvo se ukvarja že kaj nekaj časa, lahko mogoče kaj več poveš o tem, kako dolgo, kako se je to začelo? Ja, uradno zdaj formalno prostovoljstvo že 3. leto pri Infopeki tu v Mariboru. Tako da sem imela preveč cajta na faksu, pa nisem imela kaj bi z njim, pa sem rekla, bom ga malo izkoristila. Koliko na Infopeki vedno rečejo, da je motivacija za opravljanje prostovoljskega dela mora biti in eksterna in interna. Se pravi, moraš ti nekaj koristi imati od tega in tudi neka širša družba. Prvotno, po moje, se vsak odloči iz nekih sebičnih razlogov, ne? Jaz bom dobil izkušnje, bo to dobra referenca za prihodnost. Pol pa, ko s časom to opravljaš, pride s tem nek občutek sreče, ki te zasvoji. Ja, v osnovni šoli pa v srednji šoli so med dost sošolci pa sošolke prosili za pomoč pri kakih inštrukcijah, razlaganje, pomoč pri učenju za teste in tako dalje, tako da tu nekje se je vse začelo neformalno sicer. In kako je prišlo do tega, da si se odločila, da greš v Gano? Ja, ko sem brala, slučajno sem videla link na strani zavoda Voluntariat in ko sem brala ta opis projekta, se mi je zdelo, kot da je bil spisan za mene. Delo z otroci plus okoljevarstvo pol še ne bi moglo biti. In pol sem se prijavila. Itak nisem mislila, da me bojo vzeli. Najprej sem mislila, se bojo prijavljeni še ljudi, zakaj bi bili mene. In pol se je nekaj vse poklapalo, da je šlo skozi. Pa mogoče zdaj še malo več o tem, kaj se je dogajalo v Gani. Kako je izgledal tvoj dan tam? Gana, ja. Najprej je valjda šok. Predvsem, kar se tiče higienskih standardov. Pol po kakem mesecu pa pol ti rata nenormalno fajn, po 3 mesecih nočeš več iti. Običajen dan je izgledal. Jaz sem imela to srečo, da ta projekt, ki smo ga izvajali, je bil v bistvu situiran direkt na plaži v Gani. In tam so res ful lepe plaže, če se odštejejo vse odpadke. Ljudje so nenormalno prijazni, otroci so taki cukri, da ne moreš razložiti. Vse štima. Če si tak tip, da imaš rad otroke in ti je to pač do veselja. Ja, tam je vse, kako bi rekla, neko v večjem obsegu, pa tudi bolj intenzivno. Recimo kanalizacijski sistem je odprt, to prinese dost higienskih problemov, zdravstvenih problemov posledično. Okolje, nimajo urejenega odvoza odpadkov, vse se odlaga, če se odlaga na nek kup ali pa se kar zavrže. In pol, ko priješ sem nazaj, res vidiš, pač, da je tu poštimano napram tistemu, kar je dol. Kaj pa mogoče v Sloveniji si se udeleževala še kakšnih prostovoljskih projektov, si v kakšnega vpletena zdaj? Ja, še vedno sem prostovoljka pri Infopeki. Prek Infopeke se izvajajo različni projekti. Vsako leto je festival prostovoljstva, potem pa tekom leta tu recimo so mladinske delavnice, potem prostovoljna brezplačna učna pomoč za pač ljudje, ki potrebujejo. Potem pekarna dobiš daš, kjer so neko koristno preživljanje prostega časa, tako da teh projektov je še preko Infopeke, kjer se tudi aktivno ukvarjam s tem. Kaj pa mogoče še kakšna misija, ali kako bi se izrazil, v druge dele sveta se odločaš za kaj takšnega? Ja, zdaj prioritetno mi je, da se vrnem v Gano, čim mi bo to dopuščal finančni aspekt, pa tudi seveda študij treba zaključiti. Pol pa definitivno nekam spet, najrajši v Afriko, na nek projekt z Wildlife Conservation, ne vem po slovenski. To, ja. Živali dosti imam tudi rada poleg. Si omenila, da bi se rada vrnila ravno v Afriko. Je mogoče na Afriki kaj takšnega posebnega, da te vleče tja? Ja, sreča, bom tako rekla. Vidiš, koliko malo je dejansko potrebno za srečo. Ljudje so ful odprti, non-stop se smejijo, kar je zakon.
Ok, se ne rečem, malo drugače te tretirajo samo zaradi dejstva, da si bel, ne? Ampak vseeno, že po naravi so zelo, zelo vljudni pa prijazni. Tako da to je bistven plus za Afriko. Bodite prostovoljci in gledajte dostop.si.